Dragi gledalci, spremljevalci našega YouTube kanala, lepo pozdravljeni. Moja dva današnja sogovornika sta Andrej Stopar, sicer pred časom dopisnik iz Moskve, zdaj seveda dopisnik iz Washingtona, na drugi strani pa seveda precej bližje Božo Repe. Danes bomo govorili pa seveda o eni obletnici oziroma o osebi, ki je zvezana s to obletnico. Namreč 5. marca letos bo minilo 70 let od smrti Josifa Visarionoviča Džugašvilija, znanega bolj pod vzdevkom Stalin. Pa morda za začetek en kratek pregled življenja oziroma da se vpeljemo v to, kdo je ta tovariš bil. Potem bomo pa poskušali odgovoriti na nekaj vprašanj, ki so tako historične kot tudi tekoče še vedno aktualne. Josif Visarionovič Džugašvili je bil po rodu Gruzinec. Šolal se je v Semenišču, kjer pa je šolanje sčasoma opustil in postal pravzaprav profesionalni revolucionar, kar je ostal do svoje smrti. Delovati je začel v ruski socialdemokratski stranki, se počasi vzpenjal na lokalnem nivoju v Gruziji. Ob razkolu med manjševiki in boljševiki je bil pristaš slednjih. Lenina je prvič srečal na kongresu ruskih socialdemokratov v Tampereju na Finskem leta 1905. Že predtem, pa tudi v letih še kasneje, vse tja do Prve svetovne vojne, je bil večkrat zaradi svojega revolucionarnega dela aretiran, konfiniran, zaprt, izganjan v bližnje ali daljne dele Sibirije. Ko je bil leta 1912 oblikovan centralni komitej boljševiškega dela partije, sta se Lenin in Zinovjev nekako pogovarjala o tem, ali bi tudi Stalina, ki sicer ni bil takoj član CK-ja, upoklicala v CK. No in to se je seveda tudi potem zgodilo in pravzaprav od tega časa dalje je bil Stalin do svoje smrti ves čas član CK-ja. V istem letu se je pravzaprav začela še ena zgodba, ki je vsem znana, namreč on je bil tisti, ki je poskrbel za okrepitev izhajanja časopisa, strankarskega časopisa Pravda. Bil je tudi, pravijo, precej načitan človek, bolj pišoč kot govoreč in spomladi leta 1913 je recimo med drugim šlo njegovo najbolj znano slavno delo, članek, ki je bil v večjih delih objavljen v časopisu, članek pa nosi naslov Marksizem in nacionalno vprašanje. In ta članek je podpisal z psevdonimom Stalin. V času Prve svetovne vojne leta 1916 je carska ruska oblast kar precejšen del boljševikov poklicala v vojsko, torej na fronto. No, Stalin se je mu temu iz zdravstvenih razlogov lahko izognil, kajti imel je paralizirano roko, tako da pravzaprav potem v tem smislu, da bi nosil puško za cesarja, tega mu ni bilo treba. Je pa seveda potem v času revolucije oktobra 1917, pa potem v spopadih, ki so sledili, pa bil v vojaški službi, seveda kot poveljnik. Iz tega časa njegovega vojaškega poveljevanja pa potem v začetku 20 let recimo tudi izhaja neke trenja in nenaklonjenosti do Trotskega oziroma Trotskega do Stalina, kar vemo je potem rezultiralo tudi v atentatu na Trotskega v Mehiki in tako naprej. Od leta 1922, torej potem, ko je Lenin že zbolel, ne pa že pred njegovo smrtjo celo, je Stalin postal v bistvu generalni sekretar Komunistične partije Sovjetske zveze in to ostal do leta 1952. Formalno pa se je vodenje države pravzaprav, bomo rekli, lotil oziroma je to postal šele z majem 1941. Predtem je pravzaprav bil zgolj najvišji partijski funkcionar, ampak seveda glede na ustroj države je logično, da je seveda bil on tisti, ki je imel najpomembnejšo besedo. Že v času tega prihajanja na položaj generalnega sekretarja, potem pa seveda ves čas pravzaprav do njegove smrti, je ena od bistvenih značilnosti delovanja Sovjetske komunistične partije tudi stalno iskanje notranjega sovražnika, kar je v praksi pomenilo seveda tudi njihovo odstranjevanje, pa če so bili ali niso bili resnično tudi nasprotniki partije ali pa
so bili njihovi odkloni pravzaprav neutemeljeno nedokazani. Sovjetska zveza se je gospodarsko skušala razvijati čim hitreje, kar je seveda pomenilo tudi velike napake, ki pa so bile pogosto zavite recimo kakšen, bomo rekli preprosto, celofan, da so to neke deviacije v sistemu, napake tistih, ki to izvajajo, kar je seveda imelo za dotične hude posledice. Nenazadnje pa seveda pravzaprav je hujša težava v tem, da je bila to posledice seveda za celotno sovjetsko prebivalstvo. Recimo, s tem v zvezi so različne akcije v zvezi z preganjanjem kulakov in podobne stvari, kar je recimo vodilo tudi do lakote in podobnih hudih stvari. Pred drugo svetovno vojno je pravzaprav Sovjetska zveza na mednarodnem prizorišču ni faktor. V bistvu je to postala pravzaprav šele po koncu druge svetovne vojne, po zaslugi tega, kar je pač se zgodilo v drugi svetovni vojni. Kot vemo, je v drugi svetovni vojni seveda Sovjetska zveza tista, ki je v smislu žrtev imela največje breme. Stanki v Berlinu, torej globoko proti zahodni Evropi, če Berlin štejemo še za srednjo Evropo, kot nekateri počnejo, in pa seveda za temi brezštevilnimi žrtvami, pa je seveda zdaj Sovjetska zveza postala pomemben faktor na mednarodnem področju. Predtem, kot rečeno, to ni mogla biti, zato ker seveda to je bila država kmetov in delavcev in seveda za meščanske demokracije je to nekaj, kar naj ne bi obstajalo. To je anomalija. Ampak po vojni se pravzaprav stvari niso spremenile pa v notranjem smislu. Sovjetska zveza je še vedno totalitarni sistem, Stalin vlada s trdo roko, čistke se tudi še kar nadaljuje, recimo proti Židom, židovskim intelektualcem, pa zdravnikom recimo v začetku 50-ih let oziroma konec 40-ih let. In neke morda malo tudi anekdotične zgodbe pa pravijo, da je pravzaprav celo Stalin bil žrtev teh zarote zoper zdravnike, namreč v začetku marca 1953 ga je prizadela možganska krvavitev in je v bistvu brez neke konkretne zdravstvene pomoči 5. marca 1953 v starosti 75 let oziroma v 75. letu starosti umrl. Morda začnemo z vprašanjem za kolega Andreja. Stalin je, kot smo rekli, partijsko vodstvo prevzel tam že leta 1922, torej še za časa življenja Lenina. Seveda, rekli smo tudi, na nek način je to tudi prevzem vodenja države. Težko je zdaj primerjati Lenina pa Stalina, že iz razloga, ker je Lenin seveda gre za ustvaritev države, torej neka nova oblika države se ustvari in tako naprej, utrditev oblasti. Dobro, pri Stalinu gre seveda tudi za utrjevanje oblasti oziroma za ohranjanje oblasti, ampak vsaj časovna doba njunega vladanja pa je seveda zelo različna. Stalin je vladal skoraj 30 let, Lenin pa pač recimo 6-7 let ali pa celo samo 5, recimo, ker je pač po letu 22 bil že precej zdravstveno šibak. Kaj bi zdaj lahko rekli? Ali je Stalin proizvod totalitarizma ali je Stalin proizvedel totalitarizem? Namreč totalitarizem je zdaj to, kar označujejo, da je esenca sovjetske oblasti bilo. No, na nek način seveda to je esenca sovjetske oblasti. Obstajajo neke primerjave oziroma želje potem, da bi pravzaprav določili, kdo je bil hujši v navednicah, ali Lenin ali Stalin, ne glede na razliko na čelu države in na možnosti, ki jih je lahko recimo eden ali drugi imel pri tem, da razvije svoj sistem in svoje poglede. Namreč Lenin je bil tisti, ki je teoretično utemeljil vse skupaj in bil je tisti, ki je vodil boljševike skozi revolucijo, skozi obdobje rdečega terorja do leta 1922 in s tem dejansko nekako zakoličil, kakšna država naj bi to bila. Stalin
No, Lenin je že konec leta 22, na začetku leta 23 pisal svojo oporoko, svoj testament, tudi objavljen v bistvu to pisanje, kjer je predlagal partiji, da odstrani Stalina z položaja generalnega sekretarja in na ta položaj predlagal Trotskega. Vedno globja so bila razhajanja v pogledih med obema vodilnima človekoma tistega časa. Razhod je bil očiten, Stalinov pogled je bil precej drugačen in v bistvu, kot smo potem lahko videli, je pokazal zgodovinski razvoj, da je bil strasten utrjevalec totalitarizma, če temu tako rečemo, totalne države, ki je posegala vse pore življenja svojih državljanov na različnih ravneh in partije kot tiste gonilne sile, ki pač obvladuje kompletno, celotno politično življenje. Stalin je imel zato, ker je imel seveda več priložnosti, daljše obdobje na čelu, tudi izpeljati neke stvari, ki ga opredeljujejo kot enega najgrozovitejših voditeljev. Čistke leta 37, velik razmah gulaga, nekaj česar pravzaprav, mogoče bomo o tem nekoliko kasneje, pravzaprav ruska družba ni povsem preživela, oziroma predelala, čeprav poskusi so obstajali, ampak da bi prišlo v ruski družbi do desovjetizacije na tak način, kot je prišlo do denacifikacije v nemški družbi, o tem zelo težko govorimo, pravzaprav ne moremo govoriti. Tako da Stalin vsekakor je bil utrjevalec in obenem kreator, kajti razvijal je svoje poglede, totalitarizma. Bi pa rekel, da danes, skozi prizmo današnjega časa, morda najbolj aktualna razlika med obema je odnos, ki sta ga imela do federativne države oziroma do federativne ureditve in do samoodločbe narodov. Torej, kako ne bo sovjetska država sestavljena? Stalin je bil pristaš načina, da se vsi vključujejo v Rusko federacijo. Skratka, da niso sovjetske republike samostojne, nimajo pravice do samoodločbe in do izhoda iz federacije, če bi to želele, ampak so del Ruske federacije. Kot vidimo, je v tem pogledu prevladal Leninov pogled, ki je bil izrazito naklonjen narodom, posameznim, je ustvarjal republike, sovjetske republike, avtonomne. Recimo tukaj je najlepši primer Ukrajine, ki je, čeprav razšla sta se na gruzijskem primeru, ker je bil Stalin tudi Gruzijec, ampak Ukrajina je danes zelo aktualna. In v tem pogledu, po razpadu Sovjetske zveze leta 1991, je Ukrajina in ostale so seveda lahko postale najboleče samostojne države prav zaradi tega leninskega razumevanja, samostojnih avtonomnih republik v okviru Sovjetske federacije in izhoda iz nje. Jaz se s tem, kar je povedal Andrej, popolnoma strinjam. Bilo je, kar zadeva nacionalno vprašanje, pravzaprav ta sovjetska država v zgodnji fazi, pa tudi še potem pod Stalinom, številnim narodom sploh dala pismenost, jih nekako, bi rekli, modernizirala, tam po Sibiriji in drugje. Tako da tukaj je ta Leninova dediščina kakorkoli že na nek način ostala. Jaz bi opozoril samo, oziroma nekako spomnil na dve veliki personalni razliki, ki sta imele tudi posledice pravzaprav na oblikovanje sovjetskega sistema. Lenin je bil seveda boljševik, se pravi, da ne bi rekli komunist. Ampak on je bil prvič izrazito pragmatičen politik. Tukaj je njegovo obdobje pravzaprav obdobje novega ekonomskega programa, ki je pravzaprav neka mešanica kapitalizma in socializma oziroma komunizma, včasih pravzaprav tudi malo farsična. Ampak skratka, on je izhajal iz neke pragmatične politike, kljub seveda ciljem, ki jih je imel. In druga pomembna zadeva, ki jo jaz vidim, je v tem, da Lenin je veliko časa preživel v tujini. Bil je pravzaprav svetovljan na nek način in bil je teoretično zelo podkovan. Ni zaman na teh slikah skupaj z Leninom, z Marksom in Engelsom tudi Lenin vedno.
ne, ali pogosto. Stalina so potem vsaj pri nas odrezali. Ne. In to mislim, da je neka razlika, ker Stalin pa pravzaprav je bil, čeprav so ga potem razglašali, ne vem, za eksperta za ruski jezik in podobno, in še za marsikaj, je bil pa ozko razgledan. Ne. On je bil po svoji duši in tudi sicer pravzaprav likvidator, ne, organizator nekih takih akcij na terenu. In to je ta bistvena razlika, ne, ki seveda vpliva tudi na razvoj nekega koncepta države. Se bomo potem k temu, kar je Andrej povedal, vrnili kasneje. Zdaj bi se morda ustavili še pri enem drugem vprašanju, tistem, ki sem ga prej že omenil, to je ta mednarodni vidik. Ne? Zdaj, v drugi svetovni vojni Stalin postane en od trojice velikih. Ne? V bistvu, če malo pogledamo starost, je drugi najstarejši. Churchill je 4 leta starejši od njega, ostali so vsi mlajši. Če tukaj štejemo recimo še De Gaulle'a, Čankajška, Tita, Hitlerja, te, ki so akterji v drugi svetovni vojni. Na teh sejah, na teh srečanjih, zdaj je zanimiva ta relacija med Churchillom in Rooseveltom. Sploh Churchill, ki vemo, je bil v oni skupini, ki je podpirala intervencionizem v prostoru novo nastale Sovjetske zveze in tako naprej. Zdaj pa se sedi za isto mizo, in to celo na Krimu, recimo, skupaj s Stalinom. Zdaj, ali so oni trije si enakopravni, oziroma ali imamo tu morda to dvojico iz Zahoda, pa Stalina na eni strani, in skušajo drug z drugim balansirati oziroma se razumeti kot enakopravne, ali se pa morda ta dva, Churchill in Roosevelt, Stalina celo bojita, glede na moč, ki jo Stalin kot oseba ima v državi, in seveda glede na vojsko, ki jo ima, s katero lahko pride seveda precej daleč. Jaz bi rekel seveda, da je tukaj strah igral zelo pomembno vlogo in obenem tudi politični pragmatizem v času vojne. Kajti ne samo, da je Sovjetska zveza izšla kot velesila iz te vojne so kot velesila išle tudi Združene države Amerike. Če mi primerjamo recimo obseg in sploh pripravljenost ameriške armade leta 1939, ali z drugimi besedami, kakšno armado je pravzaprav, oziroma njeno ladjevje je v Pearl Harborju 41. Japonska napadla, in to s kakšno silo, kot kakšna sila izhajajo ZDA iz druge svetovne vojne, skratka leta 1945, je tukaj razlika ogromna. Tako da vsi ti voditelji, recimo, ne vem, število vojakov, 190,000 leta 1939, pa 8,5 milijonov vojakov leta 1945, če govorimo o Američanih. Torej, seveda, vojna je naredila svoje. Vojna je povzročila, da so se oblikovala zavezništva, ki jih pred vojno pravzaprav niti nihče ni mogel predvideti, da bi se sovjetska država kot zaveznik pojavila na strani Velike Britanije, si je težko predstavljati, bilo takrat. Ampak seveda po eni strani politični pragmatizem, kajti vojne Nemčije se ni dalo premagati brez Sovjetske zveze, na drugi strani. In seveda strah, kajti še zmeraj je vladalo globoko ideološko nezaupanje, kar lepo vidimo potem iz dogajanja po drugi svetovni vojni, in seveda priznavanje moči, strah pred to močjo, in lepo tudi vidimo, kako so se stvari razvile s padcem po Churchillovo železne zavese in zakaj pravzaprav so zahodni zavezniki Sovjetski zvezi pač prepustili vzhodno Evropo. Strah, zavezništvo na podlagi nekega političnega pragmatizma v času vojne. Tako bi to označil. Ja, to drži, to je točno, ker treba je vedeti nekaj. Sovjetska zveza je nosila težo vojno v Evropi med drugo svetovno vojno. Od 22. junija 1941 do 6. junija, do izkrcanja, pa še dolgo potem, je bila tista, ki je nosila težo.
ZDA so bile za Evropo bistveno manj zainteresirane kot Velika Britanija. Njim je bil važen Pacifik, ne. Čeprav so pravzaprav tudi igrala in na Bližnjem vzhodu in potem v prodoru odločilno vlogo skozi Italijo. Torej, tukaj je nedvomno teža Sovjetske zveze, ne, ki jo ni mogoče kar odpisati. Ne. Druga zadeva, ki jo jaz vidim, je slabljenje Velike Britanije. Ne. Velika Britanija njej je bilo jasno, da je z njeno dominacijo kljub imperiju konec. Ne. Da bo cena, ki jo plačuje za to vojno, pač podreditev ZDA. Ne. Sej, to je jasno tudi iz Churchillove politike. Oni so se tega natančno zavedali, da je to prvič pravzaprav v zgodovini, ko Velika Britanija sama ne more izbojevati neke vojne. Ne. In tukaj je še ena zadeva, če bi izhajal iz pragmatizma, ki je ključen, ne. Churchill je bil imperialist. Ne. On je razumel delitev sveta, delitev interesnih sfer. Ne. In med velikimi silami se to igra na moč. Prej so igrali podobno igro s carsko Rusijo. Ne. Zdaj je pač bila Sovjetska zveza, carsko Rusijo so marali, ne, Sovjetska zveza niso marali, ampak igra je bila pa enaka. In ko pride do geostrateških interesov in njihove delitve, ne, pravzaprav ni važna več ideologija, se tudi danes ni važna ideologija, ne, to, kar poslušamo spet. Ne vem, koliko je že na eni strani demokratični svet, na drugi strani je avtoritarnost. To je čista geostrategija, ki nima z demokracijo nobene zveze. Ne. Ja, kot smo ugotovili, ne, torej nastala sta dva pandana, ne, Rusija oziroma Sovjetska zveza ZDA, ZDA pa pač imela pod svojim dežnikom še nekdanje velike sile, ne, tudi Francozi so seveda precej poparjeni v svojem statusu, zdaj smo sicer samo Angleže omenili oziroma Veliko Britanijo, ki je velika samo še z imenom, ne, ostalo je že vse še odšlo. Ne. No, zdaj pridemo pa zdaj pravzaprav čas po smrti Josipa Visarionoviča, ne, smo rekli 5. marca 1953 umre, oziroma naslednji dan sporočijo javnosti in tako naprej. Sledi veličasten pogreb, balzamiranje, položen v prostor zraven očeta domovine Lenina. No, ampak kmalu se pa seveda že postavijo določena vprašanja, da je treba Stalinovemu sistemu postaviti zrcalo, nastaviti zrcalo. Ne. Tu pa seveda imamo kar precej zanimivih odtenkov. Ne. Ene je seveda odnos do Gulaga, odnos do kulta osebnosti, ampak ne pa do politike, ki jo je Stalin vodil kot Sovjetska zveza, kot središče, kot center socializma, kot rdeči svetilnik, ki sveti iz Moskve in lepo obsvetljuje celoten planet. Seveda bolj proti jugu, proti severu je težko, ker je pač tam zgoraj bolj malo stvari. Ne? Torej, da Sovjetska zveza mora ohraniti to svojo, seveda ni bilo rečeno imperialno ali pa nek drug izraz moč, ampak seveda v praksi gre točno za to. Ne? To razumevanje imperija in Stalina, ki je ubranil domovino, ne, namreč gre za domovinsko vojno, ne za drugo svetovno vojno, ne, v ruski terminologiji. Ne? Torej, to še vedno ostaja, ne, da tu je bil on, ta njegova vloga tu je v redu, medtem ko ona krivda ostane, ampak v praksi se pa dogaja, pravzaprav dobivaš občutek, da je s to svojo funkcijo, da je s to svojo vlogo, da je Sovjetsko zvezo naredil za močno, veliko, pomembno, pravzaprav prekrije ali pa odrine v ozadje te njegove mračnejše plati vladavine, kot so teror, gulagi, trpljenje, smrti, ubijanje najbližjih prijateljev zaradi napačne besede ali česarkoli že. Ne? Seveda, zdaj, ko se pa odmaknemo od Stalinove smrti, pravzaprav 38 let naprej, ne? V leto 1991, ko Sovjetska zveza razpada po koncu hladne vojne, ne?
pa nekako spet imamo revival dobrega Josipa Visarionoviča. Spet pride na plano to njegovo, utrdil je državo in to nam zdaj uničujejo, kdo zdaj seveda, je vseeno, ampak uničujejo. Te moči Sovjetske zveze ni več, oziroma zdaj seveda po novem Rusije, kar na koncu pravzaprav na nekem loku lahko pripelje tudi do tega, čemu smo tudi danes pravzaprav priča. Saj to, ta vojna, mimogrede, čez teden dni bo že 1 leto, kar ta grozna stvar traja. Zopet je isto vprašanje, velika Rusija, kar je pravzaprav malo sam sinonim, je velika Sovjetska zveza. To se uničuje. Kako to torej zdaj, a je res ta problem razumevanja imperialne veličine ali pa velikosti ali pa pomena Rusije ali pa Sovjetske zveze kot države, tista, ki recimo zdaj Stalina malo opere. Saj pravzaprav v redu, so ga prekopali, ampak ne daleč stran, za zid, kjer so tudi še mnogi drugi, tudi Gagarin in tako naprej, ampak še vedno je tam. Mimogrede, recimo na dan pogreba so baje 100 pogrebcev, torej ljudi je bilo poteptanih do smrti, torej ne glede na travme, ki jih je tej državi povzročil. Torej, kaj je zdaj s Stalinom? Ali Stalin še vedno vzbuja recimo vtis velikega moža, oziroma na drugi strani vprašanje, koliko je realno ovrednotenje Stalina v bistvu danes prisotno v postsovjetskem prostoru. Dobro, kipe so odstranjevali, recimo, ampak kaj več pa? Mislim, da tukaj nekoliko skačemo iz obdobja v obdobje. Vsako obdobje je Stalina pravzaprav razumelo po svoje, v skladu s stvarnostmi tistega časa. Seveda, Stalin, če govorimo samo o dejstvih, Stalin je bil zmagovalec v drugi svetovni vojni. V času Stalina je bil obseg države maksimalen. Fama, ki jo še danes nekateri ponavljajo, je v tem času je bil v državi red. Zdaj, za kakšno ceno, na kakšen način vzdrževan, je druga stvar. Ampak prej sem rekel, Rusija svoje desovjetizacije v tem pogledu ni opravila. Poglejmo, kakšna je samo vloga, recimo, združenja Memorial, ki ga praktično ni več, združenja intelektualcev, ki so ves čas poudarjali, skratka v času nove Rusije, poudarjali to negativno breme zgodovine, to temno plat, žrtve Gulaga, žrtve med samimi ruskimi oziroma sovjetskimi ljudmi, med državljani, ne nujno med nasprotniki niti režima, ne nujno. Milijoni so izgubili življenja, še več milijonov je imelo uničena življenja, če so preživeli Gulag. V času, skratka, Stalin sam ne bi rekel, ampak pravzaprav nikoli relevantni viri tega ne potrjujejo, ampak ta njegov znameniti izrek, da po njegovi smrti, skratka, po moji smrti bodo kupe smeti nanesli ali pa vsuli na moj grob, ampak vse te smeti bo veter zgodovine razpihnil in odpihnil. In na nek način je to res, kajti v času Putina je Stalin doživel to svojo renesanso, seveda ne kot človek terorja in človek, ki je pošiljal lastne državljane v smrt, in to ne v vojni, ampak tudi v mirnem času, ampak kot se ga omenil na začetku, kot zmagovalec v veliki domovinski vojni in kot človek, v katerega časa je pač država dosegla status velesile. Teritorialno in sicer glede na vpliv. Seveda se po smrti Stalina Sovjetska zveza ni nameravala odreči svojega vpliva kot države, ki je mati socializma in seveda poskuša vplivati na socialistični del planeta, in ne kot velike države. Zato, ker je to v imanentno ruskemu razumevanju, kakšna ruska država mora biti. In mislim, da se danes ni treba nikomur čuditi, da Rusi še zmeraj govorijo o svoji državi kot o veliki državi. Ko sem jaz bil še v Moskvi, recimo Ljudmila Aleksejeva, Helsinški monitor, ena največjih, najglasnejših
borg za človekove pravice na postsovjetskem prostranstvu, mi je rekla sama v pogovoru, v intervjuju, Rusi, mi še nismo predelali svojega imperialnega sindroma. No, vidimo, da ga nikoli niso. In ga tudi pravzaprav zelo malo ljudi, tisti delež prebivalstva, ki bi to želel, je zelo majhen v Rusiji. Tako da Stalina, recimo, doživel je celo take sinkretična razumevanja, kot je, da so začeli risati ikone Stalinovo podobo. Ali pa, da je on nekje kot vernik ali kot svetnik. Ponekod so vrnili kipe, prsne kipe, kajti v času Hruščova, recimo, so jih začeli intenzivno umikati in kasneje jih tudi ni bilo. Tako da, ampak tega ni treba razumeti ali pa ne gre razumeti s tem ideološkim nabojem, komunizmom. Ampak z etatističnim nabojem pa. Velika, močna država, s katero morajo po svetu računati, ki jo morajo spoštovati, katere mnenje se mora upoštevati. In to se je izvrstno skladalo z podobo, ki jo je v Rusiji imel in jo ima Vladimir Putin. Čeprav mislim, da je treba vendarle tukaj glede aktualne ukrajinske vojne razumeti tudi ne samo zdaj Zahod rad poudarja, da vidi v tem imperialne ambicije Vladimirja Putina, gre tudi za razumevanje, rusko razumevanje njihove varnosti. To mislim, da je treba izpostaviti, ker to je dejstvo, da Rusija seveda s NATO-om tako blizu, kamor je šele zdaj celo prišel, z željami ne samo ukrajinskega članstva, ampak tudi finskega in švedskega, se pač počuti ogrožena. Ja, imperialna tradicija, to je zanimiva zadeva, in v resnici ni vezana na ideologijo. Če pogledamo Britance, imajo zelo hud kompleks te svoje imperialne tradicije, to vidimo še danes. In mislim, da zelo podobno stvar doživljamo tudi pri ZDA, ki sicer so seveda še v resnici velesila, ampak koliko časa bodo in kako se bodo s tem sprijaznili, da niso več, da svet nekoč ali bo več polaren ali pa ga ne bo, to je dejstvo. To bo za Američane gotovo največji šok. Čeprav so bili sposobni iti v izolacionizem, že dvakrat vsaj, ampak ko enkrat prideš do te moči, se to pokaže. Pri Rusiji jaz vidim pravzaprav zadevo tako, osnova je carska Rusija, Stalin je samo nadaljeval tam. In potem sta bila dva voditelja, ki sta v percepciji Rusov, kot vidimo, vsaj mi od zunaj, katastrofalna, to sta Gorbačov in Jelcin, ki sta porušila to, kar je že nekoč bilo. Pri Stalinu je seveda tudi to, da je on v nekem trenutku, ta trenutek je prelomen pravzaprav z začetkom druge svetovne vojne in z ogroženostjo Rusije, ko so Nemci, ko je cela Evropa, pravzaprav se so tudi naši korakali tam, naši očetje, da tako rečem, je pred Moskvo. Takrat je on iz te svoje partijske sektaškosti stopil na stran imperija Sovjetske zveze, ruskega naroda oziroma ruskih narodov, in sklenil pakt z pravoslavno cerkvijo, brez katere to ne bi bilo mogoče. Se pravi, on je v tistem trenutku imel nek srečni trenutek in je imel pravzaprav neko vizijo in to, ne glede na vse zločine, je seveda Sovjetske zveze takrat zelo pomagalo. In to je potem poleg zmag, in tukaj sta potem ob koncu vojne še dve zadevi, ki sta zelo pomembni. Sovjetska zveza je dobila atomsko orožje, ker to je ena od ključnih zadev, ki je naredila težo. In potem v nadaljevanju, če spet malo skačemo, je
socializem ni bil več ali komunizem, ne, pač to se meša, kot vemo, ne, eno v ideologiji Zahoda. Ne. Torej, socializem se je razširil. Ne, razširil se je v Evropi in od 60 let z dekolonizacijo se je razširil po svetu. Ne, postal je, kot so takrat rekli, svetovni proces in to je tudi dalo Sovjetski zvezi težo. Ne. Ker velik del teh držav je pravzaprav bil izrazito vezan na Sovjetsko zvezo. Ne. En del je šel po neuvrščeni poti, en del je bil razdvojen, ampak dominanten del pravzaprav je pa obvladovala Sovjetska zveza. Ne. In to je tudi dalo to globalnost. No, saj, če gledamo njena oporišča in vojaško moč, so bile ZDA od 50 let naprej gotovo močnejše, ne, ampak teh več kontekstov, ta več plastnosti pa daje moč, ne, ki jo danes Putin nima, seveda. Ne. No, in tukaj tudi lepo vidimo, ne, kako imperiji vendarle sami v sebi še dolgo vztrajajo. Premoščajo mogoče neke notranja trenja in pride neka zunanja sila, ki potem jih dokončno lahko zamaje, ne, na nek način, ali jih pa tudi utrdi v čem, ne, tako kot v primeru širjenja socializma in podpiranja pravzaprav sovjetske moči ob času, ko se je to dogajalo, in potem, kako se je vse zgodilo, ko je Sovjetska zveza razpadla. In tukaj je podoba Mihaila Gorbačova v Rusiji sami negativna in Rusi se nikakor ne morejo otresti podobe Gorbačova kot šibkega voditelja, ki mu je razpadla država in za katere razpad je pravzaprav kriv ona. Ne. Ampak to je verjetno ena tistih zgodovinskih krivic, ki se dogaja njegovemu spominu. Zdaj smo oba sta pravzaprav omenjala to širjenje socializma in v ta kontekst sodimo tudi mi, oziroma je sodila Jugoslavija, pa zdaj zadnje vprašanje na to temo. Ne. Zdaj, Stalin v očeh našega prostora pred drugo svetovno vojno pravzaprav razen za tiste peščice komunistov nič ne pomeni oziroma nič ne pove. Ne. Ni neka politična figura, ki bi imela na nas velik vpliv. Pač seveda izhajajoč iz tega, kako minorna organizacija je pravzaprav komunistična partija v političnem smislu in moči v Jugoslaviji. Ne. No, jasno, konec druge svetovne vojne, v kateri partizansko gibanje pod vodstvom komunistov uspe zmagati oziroma je zmagovita sila, se stvari pa jasno, da popolnoma spremenijo. Ne. Ampak odnos do Stalina še za časa njegovega življenja pravzaprav ni premočrten, ni enoznačen ves čas. Ne. Seveda vemo, vmes pride Informbiro leta 1948, vzklikanja živel Stalin je bilo nekako konec oziroma je postalo nevarno. Ne. Njegove slike so zginile z stene, ostali so samo še Lenin, Marx, Engels in pa Tito, če že vsi štirje, če ne morda zgolj Tito. Ne. Zakaj smo se zamerili Stalinu oziroma kako to, da smo se Stalinu zamerili, čeprav seveda vemo, zamerili smo se ne Stalinu osebno, ampak seveda politiki Sovjetske zveze, in vemo, ne, potem po otoplitvi, po Stalinovi smrti se pa stvari urejajo, ampak še vedno imamo nihanja. Ne. Pa morda, Božo, kljub samo začneš s tem, ne. Ali smo res navdušeno vzklikali živel Stalin? Ne. Ja, tukaj je več obdobij, v grobem si stvari že povedal. Ne. Za Stalinom se Slovenci, slovenska družba spozna med obema vojnama, ne, in ni to marginalni lik. Ne. Komunisti so res marginalni, ampak vpliv Sovjetske zveze je velik. Ne. Njene ideologije, ki je idealizirana, seveda, in zlasti po krizi v začetku konec 20-ih, v začetku 30-ih let, je sovjetski vzor torej pravzaprav zelo idealiziran, ne samo v Sloveniji in Jugoslaviji, ne, ampak po celi Evropi, ker Sovjetska zveza seveda se ne razlaga s kakšnimi žrtvami, ampak Sovjetska zveza se je izognila krizi in ustvarila je neko moderno gospodarstvo
in to je bilo privlačno, ne. Tako da že med obema vojnama ampak takrat se razdeli slovenska družba na dva pola, ne. Eni izrazito demonizirajo sovjetski sistem in Stalina, ne. To se vidi skozi članke, karikature, še zlasti se to izpostavi ob španski državljanski vojni, ne. Drugi del ga idealizira, čeprav tudi levica ni enotna, ne. Levica se zlasti po paktu Hitler-Stalin v Sloveniji zelo razcepi in imate pač, ne, tudi ta tako imenovani spor na književni levici, ne, ki je pravzaprav vse jugoslovanski, ne. In med komunisti in krščanskimi socialisti in liberalci in tako naprej, ne. Z vojno pa se pa to spremeni, ne, potem je pa ni več teh dilem in je Sovjetska zveza glavna opora in zaveznica, za komuniste tudi seveda idealen vzor in takrat v resnici prvi 2 leti je pri partizanih, jaz bi rekel, kult Stalina močnejši kot kult Tita, ker Tita pravzaprav niti niso poznali, ne, ni se jasno vedelo, to je šele odavno je naprej. Od leta 1943 naprej sta oba kulta enakovredna, ne. In mnogo ljudi v resnici umira z Stalinovim imenom na ustnicah, ne. Zato je ta travma po drugi svetovni vojni tako velika, ne. Ker prej sta oba pravzaprav idealizirana kult osebnosti in Stalin z starejšim kultom in Tito z novejšim, potem pa naenkrat čez noč se je treba spremeniti in eden kipi enega romajo v smeti, ne. Se pravi, to je bila velika travma za veliko zlasti komunistov, ne. Še posebej v Srbiji, Črni gori, ki je tudi že sicer rusofilska izrazitev. V Sloveniji je bilo tega bistveno manj, ne. Če to vežemo na Inform Birojevce, je nekaj 100 ljudi se recimo opredelilo, od tega tudi kar nekaj intelektualcev sicer za Inform Biro, ne. Tako da Slovencem se je bilo od Stalina pravzaprav relativno lahko posloviti, ne. In tam konec 40, v začetku 50-ih let, no. Ampak če grem k temu, kar si rekel, zakaj smo se zamerili Stalinu, ne. Stalinu se je Jugoslavija zamerila zato, ker se ni hotela izenačiti z drugimi vzhodnoevropskimi državami, ne. On je na te države gledal kot na razširjeno Sovjetsko zvezo, ne. Jugoslavija pa tega ni hotela in tukaj gre za konflikt tudi dveh osebnosti, ne. To vemo. Po vzhodnoevropskih državah so bili postavljeni voditelji, ki jih je pripeljala Sovjetska zveza. Tito je bil tam tukaj samorastnik, čeprav zvest Moskvi, ampak on je tudi vedel, kako Moskva in Stalin funkcionirata, ne, in tukaj je prišlo do konflikta, ne. In avtentična revolucija je tisto, kar je pravzaprav Stalina najbolj motilo, ne. On je hotel, kot Nemci temu rečejo, Gleichschaltung, ne, po vsem svojem imperiju, do tam, kjer se je zdelo z Zahodom, da je njegovo, je hotel, da je vse enako, ne. Jugoslavija je pa tukaj štrlela ven, ne. Hvala lepa. Po moje lahko na tem mestu zaključimo seveda z ugotovitvijo, da gre za kompleksno osebnost, gre za kompleksen čas in gre za stvari, o katerih je treba široko razmišljati in jih ustrezno ocenjevati brez seveda primesi nostalgije, brez primesi, torej v čisto historičnem duhu. Hvala našim gledalcem in nasvidenje do prihodnjič. Hvala lepa.